tekmovalno ste sezuli drsalke, pa vendarle verjetno še spremljate hokej. Kako vi vidite danes slovenski hokej? Vi imate na eni strani veliko uspehe reprezentance, imamo Anžeta Kopitarja, ki je svetovna zvezda, po drugi strani pa recimo slovenski klubski hokej ni več na takšni ravni, kot je bil recimo še 5 let nazaj. Dejstvo je, da če se bo trend tako nadaljeval, kot se dogaja zdaj, mislim, nočem biti črnogled, ampak mislim, da prav velike prihodnosti nimamo. Moramo pač, bom rekel, peljati tiste koncepte, ki delujejo povsod po svetu, ni treba odkrivati tople vode. Mislim, da so koncepti znani tako čisto v naši bližini kot povsod po Evropi. Tako da, če se bo vlagalo v mlade, če se bo vlagalo v znanje, potem mislim, da uspeh bo prišel, seveda ne z danes jutri, ampak skozi nekaj generacij. Klubski hokej je posledica dejanskega stanja v državi in seveda državne politike. Tukaj, če bi samo spremenili zakon, da je možno na športnih prireditvah se ukrepčati s pivom ali vinom, da bi zmanjšali DDV 22% na 10% na manjši davek, potem bi klubi lažje financirali oziroma klubi bi lažje živeli. Tukaj je vrsta zadev od zakonodaje za, bom rekel, za tiste, ki donirajo šport oziroma so sponzorji športu, do zakonodaje prepovedi točenja alkoholnih pijač v športnih stadionih. Mislim, da to dva pomembna zakona, kjer potrebujete novelacijo in upam, da se bo to čim prej zgodilo. Dobro, zdaj klubski hokej se popolnoma razlikuje od reprezentančnega hokeja. Reprezentanca se zbere, bom rekel, dvakrat ali trikrat na leto. Klubska sezona je vseeno veliko bolj zahtevna, kar se tiče samih financ. Verjamem, da v prihodnosti se bodo tudi klubi pobrali, da bodo prišli zopet nazaj na tiste renomeje, ki smo jih imeli v preteklosti. Potencijala imamo ogromno. To je že letos pokazala tudi Olimpija, ki so moji varovanci, ki so zelo mladi in se uspešno znajo kosati z veliko bolj izkušenimi tujimi ukrepitvami in seveda reprezentanti, avstrijskimi reprezentanti. Razlika iz naših časov je tem, da takrat smo večino doma igrali, je bilo bolj malo, zdaj pa vsi ti fanti, ki tvorijo reprezentanco, vsaj velika večina igra v tujini in to se tudi pozna pol v reprezentanci, pač veliko tekem, veliko dobrih tekem in kaj pravim, dobro se dela, glavno bomo rekli, reprezentanca živi, je pa pač žalostno, da pač klubski hokej umira, je pa vse pač stanje primerno državi, v kateri živimo, kjer pač denarja komaj za preživetje. Slovenski hokej pa je delež tega, da je zadovoljno. Mi imamo ogromno mladih igralcev, ki igrajo zunaj. Tukaj v Sloveniji pa situacija je taka, kakršna je, ampak samo se ne bo zgodilo nič. Treba je oživiti Jesenice, treba je dobiti rivala Jesenice Olimpija in to je tisto, kar vodi. In seveda, zakaj Jesenice Olimpija v EVA ligi? Zaradi tega, da igralci, ko so stari 20 let, lahko v domačem okolju seveda dobijo priložnost in se lahko dokažejo. Če bi jaz predsednik Olimpijskega komiteja Kocijančič ali pa minister za šport Pikalo, bi prvo se od dve poti. Prva stvar je v Mursko Soboto, kjer bi pogledal, kaj s tem nogometnim klubom, ki je celo Prekmurje za njega navijal, kjer je bilo zberi 10.000 ljudi na teh tekmah, kaj se tam dogaja. Druga pot je pa na Jesenice. 3/4 Slovenije je navijala za Jesenice in tudi kaj bi postal, če ne sam, bi postal človeka, kateri bi te stvari uredil. Toliko ljudi, ki je za hokej na Jesenicah navija, pa toliko kadra, fantov, kateri sta hokej igrali tam, da to ministru za šport ne bi smel biti vse.